Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, veseli smo, da Klepet na kongresu tokrat gosti gosta iz Italije, odvetnika, nekdanjega deželnega tajnika slovenske skupnosti in pa enega od podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. Gospod Damjan Derpin, hvala lepa, da ste sprejeli povabilo in dobrodošli na tem pogovoru. Hvala lepa za povabilo, hvala. Namen teh pogovorov je, da nekoliko osvetlimo tudi dogajanje ob osamosvojitvi Slovenije, torej pred dobrimi 30 leti. Kako se morda vi tega spominjate in ali ste bili tudi sami kaj vključeni v takratne zadeve? Ja, zelo živo se tega spominjam, ker je takrat ni šlo samo za osamosvojitev Slovenije, pač pa šlo tudi sočasno za demokratizacijo Slovenije. Mi vemo, da je Slovenija takrat, Socialistična republika Slovenija, bila znotraj Jugoslavije, ki je bila totalitarna država, in to smo mi Slovenci v Italiji seveda občutili na svoji koži. Mi smo bili tisti demokratičen del manjšine, ki nismo prisegali na takratni režim, smo bili neke vrste odrinjeni del manjšine, in tudi z tega vidika nam je zdelo to, da bo mogoče ena priložnost, ko se bodo stvari končno, bi jaz rekel, postavile na mesto. Kar pa zadeva takratne spomine in soudeležbo pri teh procesih, jaz moram povedati, da sem v tistih časih, mislim, da sem bil še študent, pravzaprav doživljal in gledal in spremljal in bral, in jaz sem prebral vse časopise, vsak dan, vse revije v Sloveniji, šlo je takrat za pač tisto demokratično vrenje, ki je naraščalo na različnih koncih. Sem bil pa tudi seveda direktno soudeležen pri temu, ker smo mi kot slovenska skupnost, kot stranka Slovencev v Italiji nekako bili, ne rečem učitelji, ampak smo marsikaj pomagali in svetovali takratnim strankam, ki so se rojevale v Sloveniji. In to se je dogajalo že bistveno pred osamosvojitvijo. Vsi lideri takratne Demosove koalicije so nekako prihajali k nam v Trst, v Gorico, na sestanke, včasih smo jih seveda tudi kaj naučili, kaj povedali, ker mi smo to politiko večstrankarsko pač doživljali celotno povojno leto, povojni čas, in mislim, da so se pri nas tudi nekatere stvari seveda zelo hitro spoznali in imeli možnost naučiti. Smo jim pač svetovali, smo pa tudi skrbeli, da so v svoje programe vedno držali v vidiku problem pač Slovencev, ki živimo izven meja matične domovine, čeprav so že sami imeli, takratna Demosova koalicija imela do tega vprašanja velikansko odprtost. Če se ne motim, ste rekli, da ste imeli neko upanje, kaj bo prinesla ta demokratizacija in osamosvojitev Slovenije, pa se je in kaj se je recimo spremenilo pri položaju Slovencev na Goriškem, Tržaškem, torej in v Videmski pokrajini. Predvsem se je spremenil odnos Republike Slovenije, ta naš drugorazredni odnos, ki smo ga trpeli celotno povojni čas, se je v bistvu spremenil in je Slovenija takrat naprej začela se nekako obnašati do celotne manjšine enakopravno. Ni šlo samo tukaj za pač financiranje, ki je bilo prej popolnoma enostransko in se je ta stvar uredila, je šlo predvsem tudi za to, da smo imeli da tudi politični odnos je bil drugačni, se pravi, smo pač bili zastopniki Slovencev v Italiji vsi in ne samo nekateri. In tukaj je zadeva popolnoma se spremenila. Po drugi strani je že v prvem mandatu smo dobili Slovenca za mejstvo in za zdomstvo kot ministra, in tukaj je pokazala takratna vlada neko čisto nov odnos do nas, ki smo bili takrat in smo še vedno zunaj meja matične države. Kaj pa odnos z druge strani, se pravi odnos Italije, Rima do vas? Osamosvojitev Slovenije je postavila pač nas Slovence na politični zemljevid Evrope, to je enkrat ena. Italija ni vedela nič, kaj se dogaja tukaj. Vam povem samo eno anekdoto. V Sloveniji se je vojna dogajala junija, končala v 10 dneh, potem je bilo premirje, odložitev osamosvojitvenih aktov nekje do septembra, in šele meseca septembra so Italijani na mejni prehod Šempeter pri Gorici, na italijanski strani seveda, postavili neko postojanko z nekim šotorom, z nekim džipom, z nekim mitraljezom, obrnjenim proti Sloveniji. In nihče ni vedel, kaj sploh, oni niso razumeli sploh, za kaj gre očitno. In jaz sem se vstavil in sem tega vojaka vprašal, koga se mi tukaj bojimo pravzaprav, ne? On ni vedel, za kaj gre, ne? In ta postojanka je tam štala 3 tedne, potem so to odpravili. Se pravi, da niso imeli percepcije, za kaj gre. Če ste prej vprašali, pa
kako smo sodelovali pri tej osamosvojitvi. Jaz moram povedati, da sem bil v pisarni, moj šef, takratni odvetnik, je bil Italijan, je bil v neki liberalni stranki, zelo majhna stranka, njihov vodja v Rimu pa je bil tak človek, ki je vedno hodil na krizna območja. Je šel recimo v Afganistan, ko so Rusi napadli Afganistan in z neko kamelo so ga nekam peljali. In ko je zvedel, da je vojna v Sloveniji, je rekel, jaz hočem priti v Slovenijo. In šef moj je prišel v pisarno in je rekel, Damjan, moramo organizirati, da bo ta Renato Altissimo se imenoval, šel v Slovenijo. On je bil prvi italijanski politik, ki je prišel tretji dan vojne, se mi zdi, ali četrti, v Slovenijo. Smo uredili v Novi Gorici pač varnostno spremljanje in tako naprej. Je bilo zelo rizično, pač tukaj je bila vojna in zvečer pa je, ko se je on zvračal, je potem že poročal takratnemu predsedniku Italijanske republike Cossigi, da je iz prve roke končno dobil, ker se je tukaj v Ljubljani sestal vsemi s predsedniki vlade, republike in ministri in tako naprej. Gospod Terpin, zanima me še vaš osebni pogled na Slovenijo. Pogled, ki ste ga imeli morda leta 1991 in ki ga imate recimo zdaj po 30 letih. Ja, zagotovo je bil pogled takrat malce romantičen. Ne? Še nekaj bom povedal, mi smo takrat tudi zbirali podpise za četverico, ki so jih takrat jim sodili na vojaškem sodišču. In jaz sem bil takrat vodja mladinske organizacije in so nam celo naši starejši rekli, pazite, ker to, če se stvar obrne, vas lahko tudi zaprejo. Ampak mi smo to zbrali 1000 podpisov, smo jih predali Odboru za varstvo človekovih pravic, smo naredili v Trstu tiskovno konferenco in to je bila ena taka akcija, ker morate vedeti, da v zamejstvu v Italiji govorim, niso bili vsi za osamosvojitev, daleč od tega. Polovica manjšine je pač živela od Jugoslavije in to zelo dobro in je razkroj Jugoslavije bil za nje velikanski problem. In takrat je Milan Kučan sklical sestanek Kobjeglavi, povabil vse zastopstvo zamejskih Slovencev in je tam pač mogel svojim levičarjem pač razložiti, da Jugoslavije ne bo več. In ko je ta sestanek končal, je nekaj časa potem zaupal mojemu stricu, ki je bil šef stranke, da je bil to zanj eden najtežjih sestankov v življenju. Takšno je bilo vzdušje pri nas. No, veliko anekdot je takih. Ne? Ja, in če govorimo kako gledam, takrat seveda je bilo neko romantično gledanje, upanje, seveda, zdaj koliko je Slovenija teh upanj uresničila, koliko jih bi bilo lepo, če rečem, da ste jih naredili ali pa zapravili. Mi smo tudi del slovenskega naroda in mislim, da nosimo odgovornost vsi, do kje je prišla Slovenija, do kje ni prišla. Danes seveda je ta neverjetna politična razklanost, je to neverjetna, grozljiva, bi rekel, breme, ki ga nosimo in nam onemogoča nek normalen razvoj. Slovenija ima vse pogoje, da je bila ena super država. To, kar se nam dogaja zdaj s cepljenjem, pa je še dodatni pokazatelj absurda, kamor smo padli. Stanje duha v tej državi je danes takšno, da je, lahko rečem, samo absurdno, nič drugega. Veliko je področji delovanja manjšine, šolstvo, kultura, šport in tako naprej. Kje vse vidite še priložnosti za izboljšave, za poboljšanje? No, slovenska manjšina v Italiji danes še vedno relativno v redu uspeva. Če je res, da recimo za pogoj za pridobitev državljanstva v Sloveniji je 5-letna udejstvovanje v neki manjšinski organizaciji, lahko rečem, da praktično lahko vsi zamejci v Italiji dobimo slovensko državljanstvo, kar pomeni, da je to deluje in ta uraščenost v naše, da smo neka skupnost prava, to obstaja. Drugo vprašanje pa je, koliko je prave želje tukaj v Sloveniji, ne samo nek ta pač birokratski odnos, da je treba pač te zamejce in te zdomce nekaj dvakrat na leto nekam povabiti pa in nekam povedati. Drugo vprašanje pa, koliko hočemo realno se s tem ubadati, hoče v Sloveniji politika in vse skupaj. In še prej je pa problem ozaveščanja. Jaz sem prepričan, da velika večina ljudi, če vprašate v Sloveniji, ne ve, da je pol milijona Slovencev, ki živi izven meja. In to je en človeški kapital, ki ga noben pameten Slovenec, jaz mislim, da smo Slovenci pametni, ne more kar tako zavreči. Seveda pa tega nihče ne ve. In velika večina ne ve, nima pojma, koliko je svetovno znanih velikanskih strokovnjakov, zdravnikov, inženirjev, ne vem kaj še vsega po svetu, ki so kadri, ki bi lahko vodili 3-4 države. Se pravi, je tukaj en potencial, en kapital, ki bi ga mogla Slovenija izrabiti, ma ne toliko samo zaradi to, da ohrani slovenstvo, predvsem tudi, da sama nekaj od tega profitira. In tukaj je predvsem zavedanje problem. Jaz mislim, da je mediji ne opravljajo na tem področju absolutno premajhno vlogo in tukaj je dosti prostora še za
za popraviti stvari. Veliko teh kadrov opazite, recimo pri Svetovnem slovenskem kongresu, recimo na teh konferencah, strokovnih, pridejo do izraza. Ja, jaz sem naravnost, bi rekel, ne rečem šokiran, sem pozitivno presenečen in gledaš imena, gledaš, kje so ti ljudje zaposleni, na kakšnih visokih položajih po svetu, v Ameriki, v Kanadi, Južni Ameriki, v Avstraliji, po Evropi, in mi jih tukaj držimo vse malce tako, imam občutek, dost primerov je takšnih, da bi hoteli priti na fakulteto v Ljubljano poučevati, da bi hoteli bolnico v Sloveniji delati in tako naprej, pa jih ni te odprtosti. In ta človeški kapital, to kroženje možganov se mora zgoditi, ker od tega profitira največ Slovenija. Oni so se itak že uveljavili, oni ne potrebujejo neke pomoči Slovenije. Oni imajo samo, bi rekel, so zaljubljeni v svojo državo in želijo neko vez in želijo za njih poučevati Ljubljani, čeprav bo plača 100krat manjša, kot je v New Yorku, bi rajši poučevali v Ljubljani, ker je to za njih tisto, kar jih recimo na vrhuncu svoje karijere zanima. To je ta srčna pripadnost slovenstvu. Kako se za to srčno pripadnost recimo znotraj narodne skupnosti trudite, vzgajate mlade k temu? Jaz mislim, da je tega slovenstva še kar, govorim za Italijo. Paradoksalno, mogoče ga je bilo več v času fašizma, ko smo bili pod udarom in je bil odpor zaradi tega močan. Dost ga je bilo tudi po vojni, vse dokler se Slovenija ni osamosvojila, praktično je bila klima, recimo v Trstu proti Slovencem, še vedno prisotna. Tudi danes imaš, ampak to so posamezniki. Sistemskega tega ne obstaja več v Italiji. V Italiji, v Trstu recimo je problem slovenske manjšine bil predmet volilne kampanje, spora med skrajnimi nacionalisti in nami do osamosvojitve Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije je kot da bi se neka lučka vklopila in se je to nehalo. Italijani so percepirali Slovenijo kot državo in ko je vstopila v Evropsko unijo, pa je bilo tega definitivno konec. Ja, gospod Trpin, najlepša hvala za te vaše poglede, vaše razmišljanja, da ste bili gost na tem klepetu na kongresu. Hvala še enkrat za povabilo. Tako tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost in vabljeni, da spremljate še naslednje klepete na kongresu.